Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dr. Sami Al-Dagistani, dobrodošli. Vaša zbirka esejev Islam in ljubezen s podnaslovom Pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini je bila med nominiranci za Rožančevo nagrado. V utemeljitvi nominacije med drugim preberemo, da je vaše delo Islam in ljubezen dragoceno delo zato, ker odstira predsodke in odganja strahove pred drugimi in drugačnimi, torej pred islamom v tem primeru. Dr. Al-Dagistani, kateri stereotipi o islamu in muslimanih v medijih v širšem družbenem kontekstu vas znova in znova presenečajo? Ja, prvo hvala lepa za povabilo v studio in tudi za vprašanje. Zagotovo so tisti stereotipi ali predsodki, ki me presenečajo, tisti, ki so seveda najbolj prisotni v našem tako medijskem, kakor tudi političnem diskurzu. Torej predvsem, da se povezuje islam ali pa muslimane oziroma muslimanski svet z nasiljem, s terorizmom, samo z nekim političnim islamom ali islamizmom, pa tudi na vse zadnje vprašanje ženske vloge v islamski zgodovini oziroma v islamski tradiciji. Torej, to so nekako najbolj pereča, bi rekel, vprašanja, ki zadevajo ne samo islamski svet, temveč tudi analizo razreševanja muslimansko-arabskega sveta v današnjem diskurzu. In prav o teh stereotipih bova v nadaljevanju oddaje govorila, nenazadnje vaše delo, vaši eseji. Te stereotipe nekako razbijajo, tančico skrivnosti z njih odstirajo. Pa še dajva na začetku pojasniti pojma, torej kaj je islam in kaj musliman? Ja, pojem islama se povezuje s konceptom predanosti. Predanosti se veže v tem teološkem konceptu Božji volji ali Allahu, Bogu. In musliman je seveda povezan pojem. Torej, musliman je tisti, ki se predaja. Ne? In to lahko vključuje zelo, lahko postavimo to kot zelo široko zastavljen koncept. Torej, da je musliman tisti, skratka, ki veruje oziroma ki se preda Božji volji. Sam nekako razgrabljam koncepta islam in muslimanstva ali pa muslimanov na seveda povezan način, hkrati pa obstaja tudi neka epistemološka razlika med njima. Torej, islam je nekako percipiran ali dojet na tej vertikalni ravni med človekom in njegovim osebnim odnosom do verovanja, do Boga, spet teološko gledano, medtem ko je na primer pojem ali pa koncept muslimana povezan nekako na bolj horizontalni ravni v tem, da imamo stik z drugim sočlovekom, sodržavljanom, somuslimanom ali pa tudi neverujočim na vse zadnje. Dr. Al-Dagistani, slovenščina je vaša materinščina. Odraščali ste v Sloveniji v narodno mešani družini. Večino izobraževalne poti ste opravili na slovenskih šolah in fakulteti. Kot akademik pa zdaj preučujete islamsko kulturo, filozofijo, zgodovino, arabski jezik v tujini in vse te izsledke z teh področij, ki sem jih omenila, vi orišete, opisujete v teh esejih, torej v Islamu in ljubezni, v delu Islam in ljubezen. Zakaj ste naslov zbirke naslovili Islam in ljubezen, kajti ne pišete ves čas o romantični ljubezni? Točno tako. Glede romantične ljubezni ali ljubezni odnosa človeka do sočloveka se res ukvarja le prvi esej, torej en esej, ki je nekako postavljen tudi zgodovinsko v Sloveniji oziroma v Ljubljani, v ljubljanskem obdobju. Ampak tukaj nekako zapopadam koncept ljubezni na izredno široko zastavljen način, v tem, da tretiram ljubezen kot vseživljenjski svetonazor, torej nek obči pojem ljubezen v smislu ljubezni do življenja, ljubezni do upanja, tudi v tistih najtemnejših, najbolj težkih trenutkih človeka ali pa človeške družbe na vse zadnje. Torej na nek način se spopremam z neko metafizično obliko ljubezni,
ljubezni na romantičen način med dvema sočlovekoma, odnosoma. Po drugi strani pa tudi na nek tehničen način, torej opisujem ljubezen do svobode tekom kairske revolucije v Egiptu, ali pa ljubezen in vprašanje islamskega prava ali šarije, ljubezen do arabskega jezika in tako dalje, ki se spet povezuje z vprašanjem koranskega razodetja. Torej, analizirate islamski koncept ljubezni. Kakšen je ta koncept? Striktno gledano, islamski koncept ljubezni, kakor ga naslavljam v delu, se seveda operira na več načinov. Torej, imamo na nek način tukaj pojem išk po arabsko, kar pomeni neko hrepenenje spet do ljubezni do Boga ali do drugega. Potem je tudi tukaj koncept hub ali mahabba, ki nekako povezuje bolj našo nekako vsakdanjo ljubezen. In pa na vse zadnje tudi sama ljubezen do življenja. Ne. Tudi dve imeni za Boga v arabskem jeziku ali v arabščini sta al-wahi, torej tisti, ki oživlja, in pa tisti, ki daje ljubezen oziroma ki je ljubeč. Ne. Torej izredno široko zastavljen koncept ljubezni, se mi zdi, je bil nekako najbolj primerno orodje za razgrajevanje določenih stereotipov, določenih percepcij o muslimanih, o islamu, ki pa je na vse zadnje tudi zelo organsko zastavljen. V tem smislu, da so to eseji, da to ni neko striktno znanstveno besedilo, da je napisano v mojem, seveda v maternem jeziku, v slovenščini, in sem zato tudi želel nekako bolj približati islam oziroma vprašanje muslimanov in islamske tradicije in kulture slovenskemu bralstvu. Zanimivo za nas, zahodnjake, je, da vi pišete, da koncept romantične ljubezni ni razvil Zahod, ampak arabski svet. Ja, če pogledamo tudi zgodovino trubadurjev in trubadurske ljubezni, seveda obstajajo različne teze in ena izmed tez pravi, da so vsaj do neke mere se tudi trubadurji naužili, naupili oziroma prevzeli ta koncept tako imenovane romantične ljubezni od islamskih mistikov ali sufijev, torej iz vzhoda, iz bližnjega vzhoda, iz kar bi danes to pripadalo arabsko-perzijskemu svetu. Ne. Torej, pomembno se zavedati, se mi zdi, medsebojnih vplivov, tako evropskega, zahodnega sveta, kakor tudi arabsko-islamskega sveta, in nekako od te točke dalje potem imeti neko odprtost duha za različne pogovore, sožitja, razgrajevanja, razstarevanja, kar se tiče predsodkov bodisi v političnem ali pa v kakršnemkoli drugem diskursu. Vsak esej v delu Islam in ljubezen ste umestili v 8 mest in obdobij. Kot ste sami dejali, začeli ste v Ljubljani in v tem eseju premišljujete o usodni ljubezni, nadaljujete v Sarajevu, Kairu, Egiptu, napišete esej o revoluciji in ljubezni do svobode, potem bili ste tudi v Rabatu, v glavnem mestu Maroka, tam ustvarite esej humanistični pristop k Koranu, esej o šeriatu kot kozmološki ljubezni, ima za svoj kraj nastanka kanadski Montreal. Iz newyorškega obdobja esej o ekonomski misli islama in zadnje poglavje napišete med New Yorkom v ZDA in norveškim Oslom. Vemo, da je sveta knjiga muslimanov Koran, Bog, Allah ga je razodel po preroku Mohamedu, ali obstaja samo ena razlaga Korana? Zagotovo ne. Mislim, zgodovinsko gledano je seveda obstajalo več interpretacij Korana, več različnih branj Korana in še danes obstajajo različne interpretacije, odvisno ali se navezujemo na določene tako imenovane tradicionalne razlagalce Korana in koranske arabščine ali na sodobne. Torej nekako v islamskih študijah se s tem označuje beseda tafsir, kar pomeni v bistvu komentar, in mufassir je tisti, ki razlaga tudi sveto besedilo oziroma koranski tekst. Mislim, da je generalno nekako gledano islamska kultura več pomenskosti, kakor jih
naslavljajo različni intelektualci, tako na Zahodu, kakor tudi na Bližnjem vzhodu. In kaj s tem mislim povedati? Da je vedno obstajalo več, včasih celo nasprotujočih si mnenj o svetem tekstu, tudi o islamski teologiji, znotraj islamske filozofije, navsezadnje tudi znotraj islamskega prava. Torej, spet imamo neko dokaj stereotipični pogled na islam ali na islamsko pravo, češ, da obstaja samo eden in edini pravilni način branja in s tem tudi delovanja znotraj islama. Ne. Ampak mislim, da tudi sama praksa različnih muslimanskih družb, današnji po celem svetu, govori o nasprotni tezi. Ne. Da seveda dogmatično je islam en sam, v smislu te fraze, da ni Boga razen enega Boga, ne. Ampak kar se tiče načina delovanja ali pa tudi interpretacije, običajev, navad, je očitno islam zelo raznolik in zelo barvit, kakor so tudi seveda posledično tudi muslimanske skupnosti. V knjigi oziroma v esejih tudi pojasnite pomen Korana za razvoj arabskega jezika. Kakšno vlogo je imela sveta knjiga muslimanov za arabski jezik? Ja, arabski jezik je nekako ključen za razumevanje tudi islamske kulture. S tem seveda moramo se zavedati hkrati, da je arabski del muslimanskega prebivalstva dokaj majhen v primerjavi z nearabskim delom. Torej, v tem smislu je potrebno dearabizirati islam, kakor pravim. Ampak vseeno je arabski jezik ključ za razumevanje islamske tradicije, kulture, prava, literature in tako dalje. Zakaj? Prvo seveda zaradi samega koranskega teksta, ki je bil napisan, ali če želite, za muslimane razodet v klasični arabščini, iz katere se potem nekako razvije tudi moderna, standardna arabščina in ostale veje. Po drugi strani pa tudi zato, ker je primarno v arabskem jeziku bilo objavljenih nešteto del z področja literature, filozofije, teologije, znanosti, logike, astronomije, astrologije in tako dalje. Imamo več prevodov Korana v slovenščino, kot vem, ga pa islamska skupnost niti enega od njih ne priznava kot uradnega. V čem je težava prevoda Korana? V slovenščino, hrvaščino, nemščino? Ja, zdaj točno glede na bom rekel, samo politiko priznavanja določenega prevoda Korana v slovenski jezik strani muslimanskih skupnosti, v tem dobro ne poznam zadeve, ampak kaj je vprašanje zdaj samega prevoda, bolj splošno gledano, je seveda vprašanje natančnosti določenih konceptov, terminov, pojmov, ki se potem prevedejo v določen jezik. Poznano je sicer neko obče dejstvo ali pa obči pogled, da je vsak prevod Korana na vse zadnje prevod. Torej, ni to sam koranski tekst. Ne. Koranski tekst seveda je nastal v izvorni klasični arabščini, zato veliko verjetno muslimanov tudi verjame, da je koranski tekst en sam, torej ta, ki je nastal v klasični arabščini. Vsak prevod se spoprijema vsaj do neke mere z določeno interpretacijo. In mislim, da se tega potrebno tudi zavedati, da je vsak prevod hkrati že interpretacija določenega teksta, bodisi verskega ali pa tudi povsem literarnega. V esejih razbijate stereotipe o islamu in muslimanih. Bi skušala še nekaj jih razbiti, bova dejala, torej islam in šeriatsko pravo, nasilje. Ja, šeriat je zagotovo ena izmed zelo perečih konceptov, pa tudi vprašanj našega sodobnega sveta, zato ker se ga velikokrat zvede na tako imenovano kazensko pravo. Torej šeriat za povprečnega zahodnjaka pomeni islamsko pravo in potem še dalje kazensko pravo. Zgodovinsko bi bilo seveda to napačno trditi. Ne? Šarija pomeni božji zakon, torej ima tudi neko prispodobo vode v smislu, oziroma da človek oziroma tisti, ki veruje, pride do izvira vode, da si poteši žejo, torej vode in vodnjaka. Ne?
bolj tehnično gledano je pa seveda islamsko pravo tisto, ki se je potem razvilo znotraj muslimanskih družb. In v arabskem jeziku obstaja drugačen koncept oziroma termin za islamsko pravo in to je fiqh. Fiqh kot neko substantivno pravo, ki se ukvarja z določenimi sodbami, prekrški, zapovedi, prepovedi in tako dalje. Kazensko pravo je majhen del znotraj tega substantivnega prava. In tudi, če pogledamo koranske verze oziroma aje, se morda nanaša na 1 ali 2% koranskih aj. Kar to pomeni je, da seveda koranski tekst ali Koran kot neka knjiga, kot celota, ni pravna knjiga. Tudi Koran sam sebe ne pojmuje kot pravno knjigo. Potem pa druga pomembna iztočnica za naš pogovor je tudi, da če je šarija neko božansko pravo, nesprejemljivo pravo in po drugi strani fiqh kot neko islamsko pravo, pomeni, da se deluje oziroma izvede na način človeške interpretacije. Torej, da so muslimanski učenjaki, pravniki, tisti, ki razumejo, interpretirajo, skušajo upeljati tako imenovano islamsko pravo v sodobnih družbah. Torej, obstaja nek razkorak med tistim, kar imenujemo božansko pravo, vsaj za verujočega muslimana, in pa potem fiqh kot neko islamsko pravo, ki je izredno praktično tudi. In to razlago lahko tudi preneseva na področje nasilja. Zagotovo, ja. Torej, kazensko pravo je zelo majhen del tako imenovanega islamskega prava, ki ga nekako obče pojmujemo. In tudi v zgodovini islamskih družb obstaja več tez strani učenjakov, muslimanskih, tudi nemuslimanskih poznavalcev islamske kulture, da je kazensko pravo bilo malokrat aplicirano oziroma prakticirano in celo določene teze govorijo, da se današnji, torej v 21. stoletju, kazensko pravo aplicira veliko pogosteje, kakor pa v celotni islamski zgodovini prej. Kaj pa islam in nasilje, islam in vojna? Ja, to so spet tisti označevalci, ki nekako nas pripeljajo nazaj do te stereotipnega dojemanja islama kot izredno nasilne religije, neke okostenele religije ali pa tradicije iz 7. stoletja, ampak kakor želim povedati je, da sama intelektualna zgodovina, tudi zgodovina muslimanskih družb, seveda priča tudi o neki drugi zgodovini, ki je veliko bolj bila prisotna in torej o nenasilni, o raznoliki, raznovrstni, zelo barviti družbi in zgodovini, ki pa seveda se je tudi ukvarjala z nešteto političnimi vprašanji, pravnimi vprašanji. Torej, seveda, vprašanje je, pod kakšnim vodstvom je določena islamska skupnost živela na določenem območju, geopolitičnem območju. Ne? Seveda je prišlo do nasilja, je prišlo do zavajevanj, pa tudi po drugi strani do zelo izrazite intelektualne, literarne, znanstvene produkcije. V enem od esejev se dotikate tudi vprašanja žensk. Zapišete, da vprašanje o vlogi ženske v islamskem javnem življenju ostaje aktualno goreča debata. Ne? Govoriva seveda o vlogi žensk v javnosti v luči zakrivanja s tančico, s hidžabom. Kaj o tem pravi islam? Če začnem nekako v sodobnosti in v tem, kar ste tudi povedali, se nekako nanesli na vprašanje zatiranja žensk, hidžaba in pa na vse zadnje, na primer Irana. Pomembno je, da to vrstne odločitev, torej na primer vprašanje zakrivanja, nošenja na glavne rute ali ne določi nek patriarhalni vzorec, sistem, niti nek verski predpis, ampak da se človek, torej v tem primeru ženska, sama odloči za zakrivanje ali ne. Vkolikor imamo primer, da to določa država, torej da je nekako od zgoraj navzdol potisnen določen družbeni obrazec, tukaj mislim, da nastopi problem. Ponovno, zgodovina muslimanskih družb se s tem vprašanjem spoprijema na različne načine, zato je potrebno vedno, se mi zdi, geografsko, politično umestiti to vprašanje, pa tudi kontekstualno. V katerih družbah govorimo, v katerem obdobju, pod katerim režimom in tako dalje.
In pa zdaj pa, kaj pa pravzaprav pomeni zakrivanje, kaj pravzaprav pomeni hidžab, sam koncept ima vsaj 3 pomene. Hidžab kot seveda tančica, ki je spet primarno nekako dojeta na Zahodu ali pa v Evropi, in velja kot neko privatiziranje seksualnosti muslimanske ženske, kar je izredno, ne samo napačno, ampak tudi zelo strnjena, okostenela nekako interpretacija hidžaba. Potem drugi pomen pomeni nek prostor, oziroma ki je prikrit zastorom, in pa tretji pomen ali konotacija, da nosi neko etično, moralno morda noto, torej da je prostor hidžaba tako imenovani prepovedani prostor, ne. Torej, prvo potrebno se je zavedati, da je več pomenov hidžaba znotraj islamske tradicije in pa tudi Korana. Drugič, da se s pokrivanjem, zakrivanjem različne muslimanske družbe spoprijemajo na različen način. In pa tretje, da tudi na vse zadnje obstajajo, in to številne muslimanske ženske, ki so predane islamu, ki pa seveda niso pokrite. Torej, spet nekako opozarjam na to večplastno, večpomensko razumevanje islamske tradicije in pa na vse zadnje tudi katerekoli druge tradicije. Kako vi, kot dr. Sami Al-Dagestani, dojemate hidžab, zakrivanje žensk v zahodnem svetu, da se muslimanka odloči in da nosi hidžab? Ja, mislim, da se mi to zdi povsem primerno, torej da je odvisno od same ženske, ali se želi zakriti ali ne. Da je se, kakor sem že omenil, da ne sme narekovati nek patriarhalni sistem tovrstnega odločanja, ampak da pride do tega sama iz svoje lastne želje, iz svoje lastne navsezadnje tudi predanosti. Morda antiteza temu stereotipu je ravno to, da obstaja in je vedno obstajalo velik nabor žensk, različnih, tudi izredno izobraženih žensk, nekatere so bile pokrite oziroma zakrite in so se s tem tudi tako imenovano predale islamu, druge pa ne. Mimogrede, če sem si prav zapomnila, je prva ženska ustanovila univerzo in je bila muslimanka. Tako. In tudi omenim v zbirki esejev oziroma v knjigi, da so določene ženske se odločile zakriti, ne nujno svoj obraz, ampak vsaj nositi na glavno ruto iz svojega etičnega imperativa zaradi predanosti, ne? Kar pa ne pomeni, da niso bile izobražene, da niso imele določeno družbeno funkcijo ali pa celo politične funkcije, ampak ravno zaradi svoje zakritosti so prišle do svojih pozicij na tak način. Še en stereotip, islam in poligamija, mnogoženstvo. Zagotovo spet eno izmed zelo perečih vprašanj, zgodovinsko bolj prisotno kot seveda v današnjem času. Obstajajo različne interpretacije, zakaj naj bi se poligamija dovolila, zakaj je do te poligamije tudi prišlo v zgodovinskih družbah. Če pogledamo 7. stoletje znotraj Meke in Medine, naprimer današnje področje Savdske Arabije, in bi lahko trdili, da zato, ker v tistem času je bilo zelo malo ekonomsko, finančno samostojnih žensk in potem po tej interpretaciji naj bi seveda moški prevzel odgovornost, poročil več kot eno žensko z namenom, da tudi zanje finančno priskrbi. Vseeno je norma znotraj muslimanskih družb vedno bila ne poligamija, ampak monogamija, torej poroka, odnos z enim partnerjem, z eno žensko. Kar mislim, da je tudi temu tako dan današnji. Lahko bi pa vseeno dodali, da danes pa ženske so finančno priskrbljene, ne, služijo svoj kruh, tako povedano domače, kar pomeni, da je tudi vprašanje poligamije po tem nekem zelo bolj liberalnem pristopu se po tem vprašanjem zastavi nek problem. Torej, ali je potrebno, da se to izvede, da se to prakticira ali ne. Komu bi vi priporočili to knjigo oziroma zbirko esejev? Ja, zbirka esejev je res napisana za nekako širšo publiko. Torej, to ni knjiga za muslimane, je v bistvu knjiga za sodržavljanke in sodržavljane. Za tiste, ki si želijo prebrati nekaj več na temo islama, na temo islama znotraj slovenskega kulturnega prostora, pa tudi glede na sam pojem islama ali muslimanstva kot globalni fenomen. Torej, zato sem tudi nekako si izbral
žanr esejev, ker se mi zdi nekako dovolj poljuden, odprt, hkrati pa seveda razglablja tudi vrsto, kako bi temu rekli, bolj morda akademskih tem. Spoštovani dr. Sami Al-Dagistani, hvala, ker ste si vzeli čas in nam poskušali streti, razgrniti nekaj stereotipov o islamu in muslimanih. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji smo gostili dr. Samija Al-Dagistanija, podoktorskega raziskovalca in predavatelja na Norveški šoli za teološke, religijske in družbene študije v Oslu. Je tudi izredni član fakultete na inštitutu Brooklyn za družbene raziskave v New Yorku in raziskovalec na Inštitutu za Bližnji vzhod Univerze Kolumbija. Hvala za pozornost. Sledi večnosti.